Pozdravljeni. Na vrsto je prišel že drugi letošnji komentar novic in kot ponavadi si bomo tudi danes skupaj ogledali, kaj se je zanimivega zgodilo v preteklih dneh. Kot ponavadi se bomo tudi danes ustavili pri 4 različnih temah. Bližnjice do originalov so navedene v opisih, vkolikor vas zanima, kaj v citiranih člankih piše. In seveda, kot vam je že dobro znano, ko bo slika v posameznem delu v barvah, navajam tisto, kar piše v prej omenjenih člankih. Ko se slika spremeni v črno-belo, pa dodajam moje osebno lastno mnenje oziroma moj komentar. Tako, tudi tokrat smo ponovili malce drugačni format, tako da se lahko lotimo kar prve današnje teme. Na samem začetku se bomo ustavili pri članku, ki je bil objavljen na spletnem portalu motorsport.com 7. januarja. Tu lahko slišimo zanimivo izjavo, namreč pri ekipi McLaren so prepričani, da bodo lahko razvijali letošnji bolid do tiste faze, ki jim bo zagotovil možnost borbe za naslov svetovnega prvaka, brez da bi žrtvovali projekt sezone 2026. Dobro nam je znano, da prihaja v veljavo nov pravilnik, kar zahteva tako na aerodinamični, ampak tudi na mehanski strani kar nekaj raziskav, projektiranja in seveda tveganja. Ampak če bo ekipa vpletena v boj za sam naslov v sezoni 2025, bi bilo lahko to ravnotežje porušeno. Pri ekipi McLaren so seveda prepričani, da jim bo uspelo tako napraviti konkurenčen bolid za letošnjo sezono in ga razvijati, kot imeti tudi v sezoni 2026 pravi bolid. A najprej je treba poudariti nekaj, da so pri vseh ekipah v podobnem položaju. Res pri McLarenu kot prvaku med konstruktorji imajo nekoliko poizkusov manj v vetrovniku oziroma kapacitet CFD računalnikov, ampak to ni bistveno. Imajo bolid, ki je osvojil konstruktorski naslov, torej osnova je tista prava. In ukolikor jo razvijajo v pravo smer, sploh ne vidim težav. Težave bi se lahko pokazale v primeru, da bi bili preveč drzni, da bi vpeljali preveč novosti ali pa da bi popolnoma zgrešili smer. Podobno kot smo videli, naprimer pri Ferrariju v sezoni 2024. Namreč videli smo bolid SF pomišljaj 24 in SF pomišljaj 24 Evo. In tisti Evo je seveda zahteval dodatni čas v vetrovniku oziroma kapacitete CFD simulacij poleg ostalega. Ampak ukolikor bodo pri McLarenu opravili domačo nalogo vsaj dobro, kakšnih takšnih težav tudi jaz ne vidim. A pojdimo k naši drugi današnji temi. Jo boste mogoče pogrešali? Govorim seveda o tisti dodatni točki za najhitrejši krog. 8. januarja je bilo na spletnem portalu RaceFans objavljeno razmišljanje Kita Coltrana in sledila je tudi izjemno zanimiva analiza. Izvedeli smo lahko, da v moderni sodobni Formuli 1 je to pravilo vztrajalo 6 sezon ali 128 dirk. In seveda, v teh 128 dirkah, ko so se vozniki borili za dodatno točko, je bilo kar 10 spornih primerov.
primerov, kjer ekipa in voznik se niso strinjali o tem, ali se splača tvegati ali ne, ali pa do tistega primera, ko je Daniel Ricciardo na svoji zadnji dirki, veliki nagradi Singapurja, dobesedno izmaknil točko Landu Norrisu, samo zato, da si je popravil statistiko. A tu velja poudariti nekaj, da dodatna točka za najhitrejši krog v bistvu ni prinesla tistega, kar si je marsikdo želel, napetega dogajanja v zadnjem delu dirke. Verjamem, da obstajajo poznavalci, in tu je treba dodati navednice, ki bodo trdili, da vsaka točka šteje, ampak tvegati 25 točk zato, da bi se lahko pridobilo eno samo, je po mojem mnenju rahlo neracionalno obnašanje. Dogajalo se je, da tudi v ekipah so vozniki želeli imeti tudi ta primat, ne toliko zaradi tiste uboge točke, ampak zaradi tega, da bi dokazali, da so res oni najboljši, nek psihološki pritisk nad svojimi nasprotniki. Vsekakor bi lahko dejali, da to pravilo ni prineslo tistega, kar so verjetno snovalci želeli, torej napete borbe v zadnjem delu dirke, kjer bi lahko čakali napeto, kdo bo postavil ta nov mejnik. Verjetno tudi zato, ker so podelili samo eno točko in ne več. Ampak sedaj, od sezone 2025, brez kakšnih kritik je to pravilo izginilo. In vsak ima kot običajno lahko o tem svoje mnenje. Sam ne vidim velikih izgub. Ampak verjetno kdo izmed vas bo tudi pogrešal to borbo za najhitrejši krog, in kot običajno v komentarjih je prostor tudi za to. Mi pa pojdimo k tretji današnji temi. Pravilnik za sezono 2026 ni še dokončno sprejet, ampak na italijanski verziji spletnega portala motorsport.com smo lahko 6. januarja prebrali, kako se lahko obeta tudi avtomatizacija sistema mobilnih aerodinamičnih površin. Tisto, kar bomo še letos imenovali DRS. Torej v bližnji prihodnosti vozniki lahko sploh ne bodo imeli gumba na volanu, s katerim bodo sporožili sistem tako na zadnjem aerodinamičnem stabilizatorju, kot po novem tudi na prednjem. Je to izboljšava ali ne, lahko odloči vsak sam. Jaz imam pomisleke čisto v drugi smeri. Namreč izrazil sem že skeptični dvom v preteklosti glede tega, kako bodo sploh bolidi v sezoni 2026 lahko zbirali potrebno energijo v baterije, kar pomeni, da na samih ravninah, kjer bo novi sistem deloval, v bistvu bodo mnogi morali dobesedno dvigniti nogo stopalke za plin. Drugače, sistem MGUK ne bo požel tiste energije, ki jo bo potrebno zbirati, in to kar več krogov, da bodo potem lahko napadli svojega nasprotnika. In vprašanje je, ali jih bo nasprotnik lepo mirno čakal, ko bodo oni tam zadaj skušali v svojo baterijo nabrati dovolj energije. Ne vem, skeptičen sem in seveda vsak tak sistem pri meni, dokler ga ne do popolnosti razumem, vzbuja več dvomov kot potrditev. A zagotovo se bomo marsikateri navdušenci strinjali, da ta stari klasični sistem DRS v primerjavi z novim ni niti tako slaba zadeva, čeprav verjamem, da ga mnogi kritizirate. A tako, prišli smo tudi do četrte današnje teme, kjer bomo kot običajno se ustavili pri rahlo obrobni temi.
Za konec pa, kot običajno, tista malce bolj ležerna tema. Kot poroča uradna spletna stran Formule 1, bo Tak Heuer nov pokrovitelj časomerilcev pri Formuli 1. In novica je bila lepo objavljena 6. januarja. Če se kdo spomni ali pa sledi mojemu kanalu, sem skrajšano zgodovino in zanimivosti okrog Heuerja ter Tak Heuerja objavil 3. januarja. 1. januarja je sam Tak Heuer objavil zapis, kjer so potrdili, da bodo oni pokrovitelji časomerilcev v svetovnem prvenstvu Formule 1. In na uradni strani so seveda rabili celih 6 dni. In sedaj se lahko začnemo upravičeno spraševati, ali so pri Formuli 1 rahlo zaspali, so bili na božično-novoletnih počitnicah ali pa kaj tretjega. Namreč znano je, da tako pomembne pogodbe in tudi prestopi voznikov v tem svetu se začenjajo s 1. januarjem. In če tvoj partner objavi novico, je potrebno, vsaj po mojem, zadeve koordinirati in ne čakati skoraj teden dni, da na svoji strani zadevo objaviš. Verjamem, da mnoge strani, ki se ukvarjajo s Formulo 1, porabijo bistveno več časa, ker mora novica biti nekako prevedena in priti po čudnih poteh, ki jih nekako omogoča današnja tehnologija. Ampak govorimo o Formuli 1, ki je partner s Tagom Heuerjem. Če oni niso dobesedno pri koritu, kar se tiče takšne novice, ne vem. Ampak v športu, ki se ima za najhitrejšega, imeti takšno zamudo je že malce patetično. Se ne zdi tako tudi vam? Prišli smo seveda do konca tudi drugega letošnjega komentarja novic. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje. Do